Lepo pozdravljeni v Ambientih, televizijski oddaji o lepoti bivanja. Uporaba sončne energije in deževnice je le ena od značilnosti, po katerih se Kristalna palača razlikuje od drugih poslovnih stavb v Sloveniji. In zato je zaslužen arhitekt Branko Smolej iz ateljeja S. Kristalna palača je bil vaš navdih res po kakšnem kristalu ali je bilo zgolj tako imenovana? Ime Kristalna palača je dobila kasneje. Mi nismo nekih posebnih imen zbirali v času natečaja. Je pa dejansko res, da ta faza natečaja je bila fasada celotna steklena, kot je sedaj, samo v malo drugačni obliki in je dejansko spominjal na nek lomljene stekla, kar je lahko tudi kristal v bistvu. In kasneje je iz tega gospod Gabrijelčič povzel v kratkem pomisleku v nekem razgovoru, to bi bilo pa lahko Kristalna palača. No, in to ime se je prijelo takoj, ko smo povedali upravi, da bi bilo to imenitno ime, so takoj pristali na to in to je še danes. Spontana misel, najboljša misel. Najboljša. Ja, Kristalna palača je precej velika. 20 nadstropij, ogromno pisarn ima, nič manj raznih uslužbencev, katerim ste pa vi v sami zasnovi zgradbe namenili še posebno pozornost. Tako je. Koncept je zgrajen tako, da je pač objekt sestavljen iz dveh delov in srednjega dela, kjer so komunikacije. Če se pogleda z zunanje strani, je fasada proti Šmarni gori oblikovana v naklonu. Mi smo s tem hoteli doseči neko vitkost objekta in če pogledamo proti nebu, se ta objekt dviguje in nastane veliko višji, kot je dejansko v resnici. Optična prevara. Optična prevara, ja. Anekdota mogoče iz tega sledi. Enkrat sem stal na ulici, ko se je še objekt gradil in sta prišla dva možakarja mimo, sta gledala in sta rekla to poševnino. Sta rekla, se tebi zdi, da je tukaj nekaj narobe, da so nekaj narobe naredili, ali je to res tako, kot mora biti? Malo preveč gradbene tolerance bi bilo verjetno, ne? V zgornjih nadstropjih so poslovni prostori in v spodnjih trgovinski. Nad njimi pa se razteza kakšnih 2500 kvadratnih metrov velika terasa z zelenimi površinami, ki je namenjena tako zaposlenim kot nakupovalcem. Kristalna palača je lepa, vendar samo estetika za dobro poslovno zgradbo ni dovolj. Absolutno, da samo estetske vidiki so v sodobnem času premalo. Stavba mora biti tudi trajnostno naravnana, z visokimi ekološkimi in pa energetskimi standardi. Ta stavba ima celo na južni fasadi sončno elektrarno obešeno, vgrajeno, kar nekaj izjemnega. Potem zbiramo deževnico za hlajenje vodnih stolpov oziroma za klimatizacijo sistema. Imamo najlepšo zeleno teraso v centralni Evropi, ki nam zavidajo od Dunaja do Münchna. Predsednik uprave BTC Cityja je najbolj ponosen na to, da so Kristalno palačo za svojo sprejeli meščani. Ključno je, da prostor, za katerega smo odgovorni, da ga čim bolj socializiramo, humaniziramo in da postavljamo objekte, ki so prijazni, ki so lepi, ki jih spremljajo ljudje, ki so estetski in potem smo lahko vsi zadovoljni, da imamo nekaj lepega v prostoru, kar nas ne iritira, ampak privlači. Nadvse privlačen in naravnost luksuzen pa je klub v 20. nadstropju Kristalne palače. Iz njega se pogled odpira na Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke in Julijske Alpe, pa seveda na mesto in Ljubljanski grad. Vi kot arhitekt niste priznani samo v Sloveniji, ampak vaše delo je moč najti tudi drugod po svetu. Zdaj namigujem na Saudsko Arabijo, tam ste zgradili neko rezidenco za kralja, sultana, kaj imajo tam? Ne, to visoko nismo šli, je samo šejk. Ja, samo šejk. No, samo šejk je pa bratranc od kralja. V naših razmerah bi bil to tudi lahko kralj na nek način, glede na premoženje, glede na vse, kar ima ta šejk, predvidevam. Pri nas ga ni verjetno tako. Ja, verjetno. To je bil eden od mnogih projektov, ki jih delamo, ki smo jih naredili v tujini. Naša vizija je bila, ali pa moja vizija je bila vedno to od prvega začetka, kjer smo začeli, ko sem jaz začel kot projektant ali pa arhitekt delati od leta 1989 naprej. Ne samo delati v Ljubljani ali pa Sloveniji, ampak gledati širše, ker posla za vse arhitekte, ki živijo v Sloveniji, je Slovenija premajhna. In tako smo začeli z deli v Rusiji,
Potem smo se malo preselili v Turčijo, tam smo zgradili skakalni center. Moram povedati, da smo pač eni od redkih, ki znamo to delati na svetu. Zgradili ste več skakalnic, ne? Ja, zgradili smo pa še, zdaj končujemo skakalnico v Kazahstanu in zadnja, ki je bila narejena, je neka specialna skakalnica v Ljubnem za ženske skoke. Je tudi edinstvena skakalnica, take še ni na svetu, ne? Čeprav pravijo, da je težka trenerji, ne skakalci. V čem je ta edinstvenost? V čem? Ja, mi imamo, v naši ekipi je inženir Gorišek, ki je pač razmišlja malo drugače kot FISA, ko načrtuje skakalnice. In vse je narejeno regularno, vse je narejeno po predpisih, ampak on na koncu krivulje v izteku ali pa v naletu zmeraj nekaj svojega doda, ker noben pač od tega ne zna in je skakalnica pač drugačna. Tako da vse to, kar delamo po svetu, je priznano. Za Turčijo smo dobili najvišje priznanje z FISE za najboljši, najsodobnejši, najbolj inovativen center, tako v tehnološkem kot dizajnerskem smislu. Govorite o športnem centru? Športnem centru, ja. Tako da, poleg tega pa delamo še Dominikanska republika, neke velike objekte, hotele, domestne hotele. V Kazahstanu se trudimo še z nekimi drugimi stvarmi. Tako da... Skratka, ste arhitekt nekih velikih monumentalnih zgradb. Ja, moj moto je bil vedno graditi ali pa projektirati karkoli. Če pomanjševalno rečem garažo ali pa stolpnico, kot je tale v BTC-ju, mi ni sram delati niti garaža ali pa se utoče po domače rečem, tako da iz tistega razvoja se človek razvije naprej. Na koncu svojim delom, svojim referencam, svojim željam po nekaj več, na koncu prideš tudi do takih objektov, kot je ta. Kristalna palača pa bo kmalu dobila nove sosede, kajti BTC City čaka veliko sprememb. Na osnovi tega, kar smo zgradili v zadnjih 25 letih iz nekdanjih centralnih javnih skladišč, seveda gremo razvoj dalje. Ravno za nama je lokacija, ki se bo umeščala v naslednjih 2 letih IKEA, ki bo tudi prinesla 300 novih delovnih mest. Približno naložba je velika 100 milijonov evrov in pa tudi prometa bo približno 80 milijonov evrov. To je izredno pomembno tako za slovenski prostor in pa za slovensko državo, kajti socialne blagajne bodo tako pridobile novih 25 milijonov evrov in pa tudi preko prispevkov zaposlenih se bo zbralo dodatnih 5 milijonov evrov. Ni samo to pomembno, ampak gremo tudi v rekonstrukcijo skupaj z mestno občino Ljubljana, nekdanje letališke zgradbe in pa letališkega stolpa, kjer bo letalski muzej, in pa sedaj sledi v naslednjih mesecih in pa letih kompletna revitalizacija in pa rekonstrukcija obstoječih centralnih skladišč. To pomeni najstarejših zgradb, ki so stare po 50 let, kjer bomo uredili enosmerne ulice, pešpoti, kolesarske poti, ozelenitve in pa seveda osvežitve vseh fasad in pa pripeljali bomo tudi nekaj novih socialnih, družbenih in pa poslovnih programov. V BTC Cityju nameravajo preplesti sodobno in industrijsko arhitekturo, da bo iz njega nastal privlačen in šarmanten prostor, ki bo ljudi očaral. Tinkara Kovač je bila pred selitvijo v Lokov mestno dekle. Zdaj pa svoje hiše sredi narave ne bi zamenjala za nobeno prestolnico. V vasi Lokev smo obiskali pevko Tinkaro Kovač, ki je hišo postavil kar njen življenjski sopotnik, arhitekt Matej Mljač. Hiša na prvi pogled deluje sodobno, a so pri gradnji upoštevali vse zakonitosti in tradicijo kraške hiše. V svetlem domovanju družina skozi vse leto živi povezana z naravo, njihov dom pa je do okolja zelo prijazen. Matej, parcelo ste dobili v dar od babice, potem pa je sledila študija svetlobe, kako pada na parcelo, in prišli ste do zanimive ugotovitve. Osnovna misel naj bi bila ta, da se hišo pravilno postavi, pozicionira, v bistvu na smeri neba, na potek sonca skozi leto, kar pomeni poleti po zimi, odpreti poglede v pravo smer, se zaščititi pred burjo, pred vetrom, pred naravnimi vplivi in postaviti hišo tako, da ti kadrira ravno
tiste prostore v naravi, ki so potem nekako interakcija z življenjem noter, z življenjem zunaj. Najbolj pa odprta najbrž južna stran, ne, proti Trstu. Vse hiše na Krasu so bile odvedno orientirane proti Trstu, kar pomeni, da je to spet neka stara logika. Prvič, ker z te smeri najboljše lovi sonce in drugič, ker se s hrbtom v bistvu obrača proti burji in s tem tvori nek notranji borjač, so tam včasih rekli. Tukaj v tem primeru smo pač ta borjač introvertirali in ga postavili v bistvu v pritličje hiše, v tisti osnovni prostor, nek trg, če tako rečemo, če se v bistvu navezujemo na mesto, ker hiša je lahko mesto v malem in obratno. Torej ta primarni del, vstopni del je nek tržni prostor, potem se pa spustimo v klet, v pekel in v spalne prostore v nebesa. Svetloba vam tudi greje hišo, skoraj ne kurite po zimi. Ja, v bistvu proporc hiše, dimenzije tlorisa in višine z volumni je v bistvu nastavljena tako, da je v poletnem času tukaj minimalno sonca, kar pomeni, da hišo ni potrebno dodatno senčiti in dodatno ohlajevati, in po zimi je v bistvu s sončnimi žarki celoten tloris pritličja pokrit, kar pomeni, da je to naravno gretje prostora. V zgornjem nadstropju so spalnica, otroški sobi in kopalnica. Hiša je zelo sodobna, lahko bi rekli netipična za Kras, pa vseeno ima neke detajle. Kakšne probleme ste imeli z pridobitvijo gradbenih dovoljenj? Te problemi se konstantno pojavljajo in se v tem času načrtovanja raznih hiš že malo vajen, pa tudi se človek pripravi na to. V bistvu vsi občinski akti, ki so aktualni, veljavni, so pa zastareli in nihče verjetno nima interesa iz strani občinskih uprav, da bi se to malo korigiralo in posodobilo, če ne drugega, v bistvu postavilo v korak s časom. In so pač te birokratske ovire tako drugače pretežni del tega pridobivanja gradbenih dovoljenj. Osnovna barva hiše je antracitno siva, ki so jo popestrili s črnimi, rdečimi in zlatimi odtenki. Na parceli imate tudi en kraški pojav, to je kraška vrtača. Kako je vplivala na samo gradnjo oziroma mogoče celo obliko hiše? Že sama ideja postaviti hišo na to parcelo pomeni, da je bila prioriteta, kako se ogenj tej vrtačenju pustiti takšno, kot je. Jo uporabljate mogoče za kakšne druge namene? Vrtača je uporabna in tako za igro, kot za poletne koncerte, kot naprimer za kakršnakoli zunanja opravila. V bistvu je to nek naravno igrišče za vse generacije. Ste imeli probleme z kakšno živo skalo, ker smo na Krasu? V bistvu ne, pri izkopu se je samo pojavilo to, da smo celotno kamenje, izkop ga obdelali in uporabili, da smo zgradili s tem pritličje hiše. Torej, celoten parter zidu je naraven izkop, kar pomeni reciklaža materijala, ki smo ga dobili pri izkopu. Kuhinja družine Kovač-Mljač ima rockersko dušo. V njej prevladuje rdeče-črna kombinacija, stene pa krasi mozaik v zlati barvi. V bistvu, ko delaš zase notranjo opremo in ko si hišo sebi kreiraš, si v bistvu sam sebi naročnik in zrcalo. To je kot da bi se dal pred ogledalom in spraševal, kdo sem, kaj sem, kam grem. In se tukaj jasno vidi, da so neki glasbeni vplivi iz umetnosti, ki jo non-stop spremljaš, proizvajaš, delaš, kar pomeni, da blaznih spraševanj ali pa nekih racionalnih odločitev tukaj ni bilo. V bistvu neka spontana odločitev, da tako pač je, to si. Je zaradi črne barve kaj lažje čiščenje? V bistvu ravno tukaj je dilema, ker to črno barvo treba zelo čistiti, kar pomeni, da je kuhinja več ali manj čista. Kdo od vaju preživi več časa za štedilnikom, kdo je ta šef? Kuhinja je nek prostor v tej hiši, kamor prihajajo vsi gostje in smo tukaj, v bistvu se nekako družimo. Kar pomeni, kuhaš skupaj, pripravljaš hrano skupaj, pripravljaš neke recepte. Recept je podobno kot projektirati, sestavljaš neke komponente skupaj in potem nastane neka zgodba. Lahko bi rekli odprta kuhinja. Lahko rečeš temu oltar za darovanje. V osrednjem prostoru ima družina tudi mizo za ustvarjanje, zato si pri risanju in slikanju lahko dajo duška, brez da bi jih skrbeli madeži.
da vam življenjski partner zgradi hiše kar romantično, ne? Ampak kako ste vi ta mogoče stres doživljali ali pa... Stres. Ne, zna biti stresno, ne? Niti ne. Že prej je Matej dobro povedal, da sem mu pustila popolnoma proste roke. To je tako, kot da bi povabila v studio Jimija Hendrixa in mu rekla, naj igra kot Santana. To ne gre, ne? Sploh pa ne zato, ker je Matej strokovnjak na svojem področju, zato, ker imava podoben okus. Ja, tako kot si rekel, res so se mi uresničile sanje, ki si jih predtem sploh še sama nisem znala zamisliti. Je mogoče kakšen prostor, ki ste pa vplivali na njega? Mogoče nek kotiček, kjer ste tukaj bi ustvarjali, Matej, tako mi naredi? Sej tako, ne? Hiša je ogrodje, neka razmejitev prostora, postavljena v skladu z letnimi časi, stranmi neba na ta travnik. V njej se pa vse spreminja in to je tista njena najlepša lastnost, da lahko od danes na jutri rečemo, aha, zdaj pa ne bi imeli več tam sobe za to, da v njej spimo, ampak naredimo delovni prostor. In to počnemo v skladu z našimi življenjskimi obdobji, v skladu z našimi obveznostmi, kreativnostjo in ko otroci rastejo. V hiši prostori niso fiksno določeni in njihova namembnost se spreminja. Brez težav pa jo lahko nekoč predelajo v 2 ločeni bivalni enoti. Predtem ste živeli v mnogih stanovanjih, sploh kot umetnik, veliko potuješ in menjuješ prostore. Pred to hišo prostora niste tako dojemali, kot ga danes. Ne, ta hiša je bila zame najprej izziv, zato ker je tako odprta. Jaz sem v glavnem živela v manjših prostorih, tudi na začetku svojega življenja, še kot otrok v bloku. In kar naenkrat ta velikanska okna in sem si mislila, joj, zdaj nas tukaj vsi gledajo in vidijo, pravzaprav pa razen kakšne gozdne pošasti ne pride nihče, ampak je vseeno izziv, da si tako razgaljen, ne? In potem se na koncu vprašaš, a imam sploh kaj za skrivati? To sem jaz, takšen sem, vesel sem sam s sabo in glejte, če želite, no pa tukaj sem. Kako pa prostor v zadnjih časih se v arhitekturi veliko govori o psihološkem vplivu prostora na človeka. Ste opazili kakšno spremembo? Sigurno je dobro to, da si v prostoru, kjer je veliko svetlobe, kjer gledaš naravo kot kuliso, spremljaš barve letnih časov, kjer lahko greš v vsakem trenutku na vrt, si nabereš nekaj za v lonec, se odločiš, da si zgradiš šotor pred hišo ali pa da se preprosto pogrezneš spodaj v peku, kot mu pravimo. Tam je klet, v kateri so inštrumenti. In tako se kdaj zgodi, da naprimer kdo med nami je nervozen in se odloči potem za igranje na bobne. In se reče, pedi v peku se kujati. Tako. Tinkara je pomagala organizirati kulturno-glasbeni festival Lokvice, nekaj glasbenih koncertov pa so priredili kar v domači vrtači. Kako pa ta prostor in tudi okolje krasno sploh vpliva na vašo ustvarjalnost? Jaz sem si vedno predstavljala, že ko sem bila otrok, da bom na stara leta ali pač živela nekje v naravi. In sem si to res želela, ker sem drugače kar introvertiran tip v tistih obdobjih v življenju, ko sem v ustvarjalni fazi. Tako da to dobro vpliva name, všeč mi je narava, všeč mi je, da lahko grem napolniti baterije v gozd. Vseh prostorov pa le niste prepustili Mateju, otroško sobo ste opremili sami. Kako ste želeli vplivati pozitivno na svojega otroka? Ja, res je, da sem prinesla nekaj lepih predmetov v to hišo in jo pobarvala tiste beline in sivine, o katerih je tudi Matej govoril. Predvsem sem se pa z veseljem poigrala z otroško sobo in to tako, da sem naprimer iz starih tapet izdelala drevo, potem sem iz stare ptičnice izdelala luč,
In še recimo, ko se igramo skupaj, tudi skupaj ustvarjamo, tako da vključujem tudi Galo in Almo v to, da kaj naredimo, kar ima tudi uporabno vrednost ali pa ne. No? V nebesa ste poleg otrok umestili tudi kopalnico. Nebesa, dobro se to sliši. Ja. Če je klet pekel, smo potem rekli, da so ta del nebesa. In v njih je tudi umeščena kopalnica, ki je posebna zato, ker ima po tleh les, ki ustvarja nek tak občutek topline. Potem so svetila, ki smo jih prinesli iz Turčije in oddajo tako toplo oranžno barvo, kakršne so tudi ploščice. Okno, ki je v tej kopalnici, je točno tisto okno, ki zjutraj pokaže vzhod sonca. Tukaj sonce vzhaja, zato je nekaj najlepšega, da se človek zjutraj zbudi in ga pozdravi sonce. Banja je pa vgrajena v tla. To zato, ker nam to možnost dopuščajo spodnje stopnice, ki vodijo v pekel. Tam je še nekaj prostora bilo, da smo lahko banjo pogreznili pod tlemi in da lahko v banjo greš navzdol, ne pa navzgor. Torej, zaradi pekla je lahko raj še bolj rajski. Ja, točno tako. In se ni treba potem plaziti v kat. Družina se na Krasu odlično počuti in na življenje v mestu še pomisli ne. V tako lepem domu in okolici se nam za navdih naše najbolj znane rockerice ni treba bati. Veliko otrok v glasbenih šolah sanja, da bi igrali z glasbenikom, kot je Tinkara Kovač, ki je bila na Eurosongu. Meni se bo danes ta želja uresničila. Tudi Tinkara ima malo treme, ker ne igra vsak dan z glasbenim amaterjem. Tako da vam predstavljava samo za vas duet Dekanski kalamar in Sežanski pršut. V hiši nasprot sonca, v hiši nasprot sonca, v hiši nasprot sonca, nas ljubezen gor drži. Kitara noge! Nehaj, to daj meni. Vse je rdeča. To še rabim. Luka posluša glasbo, Tina pa se poskuša učiti. Žal si delita skupno otroško sobo. Kako jo predelati, da bo vsak dobil svoj kotiček, v katerem mu nihče ne bo težil? Otroška soba je prostor, ki se nenehno spreminja. Morda res ne more rasti skupaj z otroki. Odrašča pa vseeno. Tina se poskuša učiti, kadar Luka posluša glasbo. Vsak od njiju bo potreboval prostor zase. Kotiček, kjer nihče ne teži. Če živite v večstanovanjski hiši, ste pač omejeni s prostorom. Mogoče je pa še kaj prostora na balkonu. Na voljo imamo prostor širine 3,5 m, dolžine 5 metrov in balkon dolžine 2,40 m. Svetloba prihaja samo skozi balkon. Oba najstnika bosta potrebovala garderobno omaro, police za knjige, nekaj predalov, pisalno mizo in posteljo. No, veliko posteljo. Včasih bo treba prenočiti tudi prijatelje, še posebno takrat, ko se skupaj učijo dolgo v noč. Prav posteli bosta narekovali obliko obeh sob. Posteli z 1,20 m širokima vzmetnicama postavimo v sredino, drugo za drugo. Po sredini prostora tako nastaneta dve niši. Del prostora med njima se da koristno uporabiti za vgrajene police in omarice. Ob oknu bo prostor za pisalni mizi. Za desničarko Tino bo svetloba prihajala z leve strani, za levičarja Luko pa z desne. Nekaj prostora za shranjevanje bo še v predalih pod posteljama. Ostanki nosilnega zidu lahko služijo za vpenjanje stenskih polic. Vsa druga stenska dekoracija je namenjena ustvarjalnosti, predvsem pa potrebam in željam obeh najstnikov. In kje bodo vse obleke? Pa miza z računalnikom in tiskalnikom. Potreben bo manjši skupni kotiček, nekakšen predprostor. Nekaj svetlobe bo prihajalo skozi prosojna stekla na vratih novih sob, vrata proti dnevni sobi pa bomo odstranili.
Na vsaki strani predprostora sta zdaj garderobni omari, med njima je miza z računalniško opremo. Tudi tukaj bo prijetno sedeti na udobnih foteljih, ki jih bomo prestavili v dnevno sobo, kadar nas bodo presenetili gostje. Še svetila po stenah, ob posteli in pisalnih mizah, pod polico nad računalnikom in najstnika bosta nadvse zadovoljna z novima sobama. Se še spominjate navdušenja ob nakupu svojega prvega stanovanja? Mlad par je stanovanje z majhnimi posegi spremenil v topel dom, ki odraža dušo stanovalcev. Kakšen uživaški prostor. Tole mi je pa všeč. Pa okno. Deluje precej starinsko, kot da še ni obdelano. Ja, pa je kar fajn že obdelano. Tole okno je narejeno na novo in čist po pravilih, kot mora biti prenovljeno v takih starih hišah. V takih hišah je verjetno še poseben izziv obnavljati v tem nekem tehničnem smislu, verjetno ste omejeni tudi v stilnem. Ja, torej ta tehnična plat je kar zahtevna, ker te stare hiše seveda tega niso imele. Tako da tukaj smo prenovili elektriko, vodo, ogrevanje je na novo napeljano. Kable za internet, optika. Tega ne manjka, brez tega itak ne gre. Tako da naslednja stvar, ki je bilo pa seveda največji problem ogrevanje, ki smo ga delno rešili tudi z spuščenim stropom, pa katerega sem pa še dodala svetilke. Svetilke so tudi za stropom, kar pričara posebno lepo vzdušje, sploh ob večerih. In to je še kako pomembno za mladi par, ki je želel svoje intimno gnezdece združiti s prostorom za druženje. Nekdaj veliko sobo so zato pregradili s predelno steno in dobili dve manjši sobi. V prvi so uredili kuhinjo z jedilno mizo in jo povezali z dnevno sobo, vanjo so umestili velik kavč, ki ga je mogoče raztegniti v posteljo, da lahko pozni gostje tudi prenočijo. Druga soba je namenjena le mlademu paru. Kakšna živahna spalnica. Kaj pa vrat ni? Ja, vrata so. Tole so vrata. Obožujem praktične rešitve. In je praktična rešitev, kajti tukaj je pa že omara. Udobna velika omara, dvodelna, s policami, drugi del je za obešanje, tako da je dovolj prostora za vse. Na vrhu pa prostor še za mogoče kakšen ekstra pograd. Ja, to pa dobra ideja. To bomo pa res lahko v prihodnosti si zamislili kaj takega. Trenutno je to še shrambni prostor in zaenkrat je to zadovolji uporabnike tukaj. Kaj pa barve? Namenoma verjetno zbrane, take kot so? Zbrane, da so take živahne, čustvene, da spodbujajo ljubezen. Oranžna je barva kreative. Tudi, sej, a ni ljubezen kreativna stvar? Pa v bistvu je, ja. V bistvu je. Zelo. Malo sem jo umirila s tole sivo steno, z eno preprosto fotografijo. Pa z enim posebnim načinom ste jo osvetlili. Ja, tudi to je res. Zaradi stropa smo dali lahko, ker je zelo visok, na spuščen strop svetilke, ki prostor osvetlijo prav toliko, kolikor ga potrebuje spalnica. Tako da, ko se druge luči ugasnejo, je to čudovito, čarobno, intimno. Super. Kaj pa simbolizirata ta dva dodatka na stropu gor? Ja, to pa se je treba prepustiti. Aha, estetika. Estetika, tako. Vonj po starem. Ja, diši po starem, ampak kljub vsemu je nekaj mladostnega tukaj noter. Zdaj greva pa midva še nekaj pogledati. Kaj? Ja, bom pokazala en mali bombonček. To je ta bombonček. Ja, to je ta bombonček, mala kopalnica.
S steklom sem jo povečala, spodaj so police za shranjevanje. Ta niša je pa čar tega prostora, ohranila sem jo tako, kot je, z sodobnim postavitvijo umivalnika in polic je bila tukaj zadeva končana. Kaj pa je bilo sicer na tem mestu, glede na to krivuljo? Majhen umivalnik in pa neka pečka je bila, ker so verjetno včasih si tako ogrevali ta prostor. Seveda zdaj pa to vse drugače. Ja, resnično je vse drugače, kakor je bilo. Kajti zdaj je stanovanje z vsemi domišljenimi detajli pisano na kožo svojima novima stanovalcema. Vabimo vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Lep pozdrav in vidimo se prihodnji teden, ko si bomo ogledali zgleden primer prenove, ki sta se je lastnika lotila z velikim spoštovanjem kulturne dediščine, z arhitektko povečali kuhinjo, pokukali v prvo skupno stanovanje mladega para in predstavili stanovanje, ki ga je zasnovala arhitektka Špela Modic ter za projekt prejela mednarodno nagrado.